Mobing je izraz, ki v izvirniku predstavlja posebno obliko neprimernega obnašanja, ki ga druga oseba občuti kot psihično ali čustveno zatiranje in nasilje oziroma trpinčenje na delovnem mestu. Mobing ima posledice na njegovo fizično zdravje ter duševno celovitost. Mobing se zaradi svojih škodljivih posledic, ki jih ima na posameznika, na organizacijo kot tudi na družbo, pravno sankcionira tako na nacionalni kot mednarodni ravni. V Sloveniji je prepoved mobinga zapisana kar v 11 javno veljavnih zakonih in uredbah. Nekaj dejstev. Ali veste, da se kar 66% mobinga zgodi med sodelavci, torej na isti horizontalni ravni? In ali veste, da organizacije, kjer se izvaja mobing, zaradi načetega ugleda izgubljajo stranke 3-krat hitreje, kot jih pridobivajo? Mobing je tudi precej drag. V podjetju Volkswagen so plačali kar 190 tisoč evrov kazni za en sam primer ugotovljenega mobinga. In kdo so žrtve mobinga? To so najpogosteje izjemni posamezniki, ki izstopajo svojo inteligenco, sposobnostjo, kreativnostjo in predanostjo delu. Dobro je vedeti tudi to, da je delodajalec po zakonu o delovnih razmerjih odškodninsko odgovoren za nepremoženjsko škodo, ki jo je žrtev mobinga utrpela zaradi nezagotovljenega varstva pred trpinčenjem na delovnem mestu. Mobing na delovnem mestu je torej kaznivo dejanje. Tisti, ki ga izvaja, se lahko v primeru hujših oblik kaznuje celo z zaporom do 3 let. In ali veste, da mora delodajalec v primeru prijave mobinga dokazati, da ni izvajal mobinga, obrnjeno dokazno breme, in da redno izvaja preventivne ukrepe zoper mobing? In slednje, ali veste, da večina žrtev mobinga v Sloveniji le tega ne prijavi, ampak ga želi rešiti sama? Kaj torej storiti v boju zoper mobing? Med najučinkovitejše preventivne ukrepe sodijo osebne obrambne strategije, ki zajemajo pravočasno prepoznavanje psihičnega in čustvenega nasilja, odkrit pogovor z domnevnim napadalcem, sodelovalno in pozitivno komuniciranje s sodelavci ter vodstvom in tako imenovani izstop iz vloge žrtve. Vse osebne obrambne strategije bomo pobliže pogledali v predavanju, prav tako pa bomo spoznali, kako pristopati k različnim tipom napadalcev. Naš cilj je ustvarjanje organizacijske kulture, kjer ni prostora za psihično in čustveno nasilje.